Lepo pozdravljeni v Kajak Kanu magazinu. Medtem ko ste nekateri svoja vesla že postavili na toplo, je kajakaška sezona nekako med dvema bregovoma. Fokus šviga sem in tja, nazaj v pregled preveslane poti in pa naprej k novim ciljem. Katera pot sedaj vodi kam, niti ne vem, vem pa, kdo lahko poveže bližnjo preteklost in prihodnost vrhunskega kajaka in kanuja v Sloveniji. Za slovensko reprezentanco je sijajna sezona. Naši tekmovalci in tekmovalke so se uvrščali na stopničke in osvajali medalje na največjih tekmovanjih v vseh kategorijah in v vseh disciplinah. Uspehov sicer ni nikoli dovolj, a tokrat jih je res preveč, da bi vse našteli. Ja, res je težko naštevati vse, kajti bilo jih je cela vrsta, praktično vseh velikih tekmovanjih. Sigurno sta obe medalji v olimpijskih disciplinah, se pravi bron Benjamina Savška na svetovnem prvenstvu in pa bron Špele Ponomarenko-Janić, ravno tako na svetovnem prvenstvu, tisti dve kolajni, ki verjetno največ štejeta, seveda pa tu ne gre zanemar vseh kolajn posameznih in ekipnih kolajn, tako na članskih svetovnih evropskih prvenstvih, kot tudi na mladinskih in mlajših članskih. Uspehi, ki se ponavljajo že leta, pa se ne zgodijo kar sami od sebe, pač pa so plod zagnanega in strokovnega dela. Vzrok temu verjetno v tem, da se izredno dobro dela v domačih klubih, da imamo dobre trenerje, ki so bili včasih tudi vrhunski tekmovalci in znajo te svoje izkušnje vse prenašati na mlajše rodove, da so tako tekmovalci kot trenerji res pripravljeni veliko delati, tudi v teh pogojih, ki so, lahko rečem, zelo skromni, in se pravi, da nam mogoče uspeva skupaj s klubi in tudi na zvezi nekako držati tisto motivacijo, da so pripravljeni iz leta v leto res vlagati ogromno in da so temu pol rezultat tega tudi vsi te uspehi, ki jih dosegamo. Slovensko znanje nekaj velja, kako težko je zadržati naše trenerje v domovini? Ja, sigurno je to ena od nalog, ki verjetno jo bomo mogli še izpolniti, da bomo mogoče celo bili sposobni nagraditi to naše strokovno delo bolj, ki ga pa mogoče smo sposobni v tem trenutku, kajti jaz se kar malo bojim, da če bodo začele deževati kakšne dobre ponudbe iz tujine, da bo težko zadržati naše trenerje doma. Dejavnosti Kajakaške zveze pa seveda niso usmerjene samo v tekmovalni šport. Vizija stremi k ustvarjanju pogojev za vse, ki so željni tovrstne športne dejavnosti. Akcija rekreativnih spustov Voda za vedno je tudi letos uspela, v prihodnje pa se pripravlja organizacijska razširitev. Smo zdaj naredili tudi sodelovanje z olimpijskim komitejem, mislim, kot krovno organizacijo, da nam tudi oni pomagajo s svojimi in da bi združili, da ne bi bil samo tek, pa bom rekel tek, smučanje, maratoni, pa plavanje, ampak da bi tudi to zadevo dvignili. To bi bilo, mislim, da je Slovenija ima take potencijale, da bi lahko tudi z našo, bom rekel, pomočjo, pa potem po drugi strani z povratnimi rezultati, da bi lahko profitirali tudi, bom rekel, Kajakaška zveza, pa kajak tudi kot šport. S promocijo množične športne dejavnosti se povečuje zanimanje za kajak in kanu, strani odgovornih pa tudi skrb za ustvarjanje novih pogojev in možnosti tovrstne aktivnosti. Podpiramo zelo izgradnjo proge v okviru hidroelektrarne Brežice na spodnji Savi, kjer je zelo zainteresirana za izgradnjo tudi lokalna skupnost, konkretno občina Brežice, ki bi s to izgradnjo, če bi nam to uspelo, bi bila konec koncev, bi pridobili en nov objekt tudi na tem delu Slovenije. Poleg tega bi bila pa, glede na to, da je blizu tudi center Terme Čatež, bi pač z določenimi programi tudi aktivno sodelovala tudi Kajakaška zveza. O prihodnosti pa že razmišljajo tudi v naši reprezentanci. Tekmovalci so že začeli s treningi, ki sodijo k pripravam na tekme v letu 2014.
Upam, da bomo uspeli zagotoviti enak obseg priprav ali pa financiranja programa, kot smo ga bili sposobni v zadnji sezoni, tako da bodo imeli tekmovalci, tekmovalke vsaj take pogoje, kot so jih imeli zdaj, in da se bodo lahko dobro pripravili v prihajajoči sezoni. V zadnji sezoni za slalomiste je bil v Emiratih dober trening, tako da nekako načrtujemo, če bodo pogoji podobni, kot so bili v tej zadnji zimi. Tacen bo junija znova gostil tekmo svetovnega pokala, ki jo bomo prihodnje leto prvič organizirali tudi v maratonu. Preizkušnja na Bohinjskem jezeru pa že odpira pot do Mišliji, da bi v Sloveniji gostili doslej še nevideno tekmovanje. Mi zdaj trenutno nimamo pogojev, da bi delali tekme v šprintu, v mirnih vodah svetovnega pokala, vendar pa tudi zgodbo Bohinja in pa sodelovanja mogoče z Bledom, kjer so že neka infrastruktura za, v okviru veslanja, dosti različna, da bi tudi to enkrat ugriznilo v ta projekt. Ciljev in izzivov nikakor ne zmanjka, predvsem pa zagnanih in uspešnih tekmovalcev, trenerjev ter funkcionarjev, ki vsi po vrsti optimistično zrejo v skupno prihodnost. Ne moramo se primerjati z drugimi športi, se tudi ne, ampak vemo pa, da kvaliteto pa imamo, ne, kar smo dokazali tudi zdaj s to kontinuiteto. Če bi bilo to samo iz danes na jutri ali pa eno leto, pa potem nič, je to drugače, ampak ta konstanta je potrditev tega. Glede na to, da za kajak na divjih vodah moraš biti drzen, bom zbral kar tega za drzne. Urša Kragl, najboljša kajakašica, pa Nejc Žnidarčič, svetovni prvak v spustu, najboljši kajakaš. Rokuk. Minimum 6, maksimum 8. Rdeč. Dvesto metrov pa 1000 metrov. Pa bilo je še 500 metrov, sam ne bo več v prihodnje. Bil je Andrej Jelenc leta 1993, pa Peter Kauzer 2011, pa vmes je bil še Andraž Vehovar, se mi zdi, 96. Sigurno, zadnji odgovor. Zorman. Je pa Kopitar, starejši, Matjaž se mi zdi.
Letos mineva 30 let, odkar je Srečko Masle z bronom na svetovnem prvenstvu v spustu odprl novo poglavje v zgodovini te discipline na divjih vodah. Po 2 kolajnah sovkanca Pavla Boneta več kot 20 let predtem je bilo to prvo slovensko odličje. Ne edino, pač pa prvo v nizu, ki so jih naši kajakaši in kanuisti od takrat prinesli domov. Družili smo se z legendo spusta na divjih vodah, ki svoje bogate tekmovalne izkušnje uspešno prenaša tudi na nove rodove. Meni je osebno zmeraj pasala, če je bila proga bolj težka ali pa če so se razmere nenadno spremenile, to pomeni kakšno deževje. En primer je tak, enkrat v Franciji na domačem terenu, Francozi so imeli vse preštudiran in praktično realno ni bilo šans, ampak pred tekmo je začelo močno deževati, drugi dan so bile popolnoma druge razmere in takrat se ni dalo več. Ni bilo časa, da bi si kakšno prednost ustvarjali in sem jaz jih premagal na domačem terenu. Recimo, to je dokaz, da mi je težka voda odgovarjala. Prav tukaj na livadi ob Ljubljanici se je na nek način začela vaša kajakaška oziroma kanuistična kariera. Najbrž so se tukaj nekako spletla oziroma nastala tudi prva rivalstva, ki so vplivala na to, da ste bili še bolj uspešni. Je bilo tako? Kako se spominjate? Ja, takrat je bila kar dosti velika skupina kanuistov, tudi naš klub se je včasih prav imenoval Kanu klub Ljubljana, je bila velika tradicija, tudi sam nisem kaj dosti razmišljal, zelo malo sem kajak veslal, takrat nas je vse vleklo v kanu. Danes pa ni več tako izrazito, zdaj pa imamo, rekel, kajakaše bolj uspešne, vozijo tudi kanu, ampak trenutno v svetovnem vrhu pa nekoliko slabše. Slika dvojca Masle Grobiša v fitnesu kajak kanu kluba Ljubljana več kot 2 desetletji opominja, da se na poster pride samo s trdim delom. Tako je bilo nekoč in tako je tudi danes. Pot do zmag se ni bistveno spremenila. Na prvi pogled niti oprema, pa čeprav sta tedaj še lesena vesla sama naredila in jih po lastnem okusu tudi obarvala. Ljubljansko-sovkanska naveza se je združila v obdobju, ko se je zdelo, da gre Masletova kariera po bronasti in srebrni medalji na svetovnih prvenstvih koncu in je bil hkrati že tudi trener jugoslovanske reprezentance. Mi smo na neki turneji tam po Španiji, Franciji smo malo eksperimentirali, probavali, jaz sem bil tako rekoč na koncu kariere, potem sva poizkusila in bil namen, da bi na državnem prvenstvu Jugoslavije takrat tekmovala, pa se ni dalo, so bilo različnih klubov. No, potem naj je zagrabili, v začetku nisva bila, rekel, zelo ambiciozna, potem sva pa videla v mednarodni konkurenci, da nama je zelo dobro šlo, so apetiti porastali in pa sva nadaljevala, smo še 3 medalje skupaj osvojila in tudi naslov svetovnih prvakov od 89 leta. Slišal sem, da ste bili v vaših časih daleč telesno najmočnejši tekmovalec in da bojda še danes ni takega, kot ste bili. Ja, ne vem, če je tako, mislim, da so zdaj fantje zelo na nivoju, to je pa malo, rekel, narava, enemu da malo več, drugemu malo manj in genetika in pa seveda z delom, se pravi, jaz sem bil precej med močnejšimi, se pravi, takrat nekateri sploh niso, tudi v svetu, nekateri tekmovalci sploh niso z utežmi delali, jaz sem dosti delal, mogoče malo tudi, se pravi, tako sem rekel, genetika. Arhivi testiranj in rezultatov dokumentirajo, da imata kanuista generacije 80. in začetka 90. let Srečko Masle in Andrej Jelenc rekorde, ki na določenih progah držijo še danes. In tedaj so se postavljali temelji za vse nadaljne rodove, ki nadaljujejo s tradicijo osvajanja medalj na velikih tekmovanjih. Trenutno imamo fantastično generacijo, dosegajo vrhunske rezultate in smo zelo ponosni na te fante in upam, da bo tudi podmladek, v podmladku se je našlo nekaj fantov, ki bodo pripravljeni toliko delati in imeli toliko talenta. Jaz zmeraj pravim, da trdo delo največ prinese in pred tekmovanji zmeraj fantom pravim, da to trdo delo, vaš talent, trud, ki ste ga vložili, to je vaš kapital in zdaj treba pa to unovčiti na najvišjih tekmovanjih. Tako kot je to svoj čas znal Srečko Masle, sedaj trener naše reprezentance v spustu, ki je kot tekmovalec osvajal medalje na 5 zaporednih svetovnih prvenstvih.
Projekt barvnih vesel je nedvomno zaznamoval letošnjo sezono Kajak Kanu magazina. Moto, ki se je uveljavil v Sloveniji, pa je bojda že priznan tudi s strani Mednarodne kajakaške zveze. Kako že gre? Če ste barvnim veslom res zvesti, si pustite rasti brado do nezavesti. Tako je, in to sta tudi naša tokratna demonstratorja, Ajda Novak bronasta z ekipne tekme zadnjega svetovnega prvenstva in pa Jure Lenarčič, potencialni kandidat za medalje na velikih tekmovanjih v prihodnosti. Seveda pa je tudi tokrat z nami nepogrešljivi Grega Zadravec, avtoriteta barvnih vesel v Sloveniji. Kaj boš pokazal in demonstriral tokrat? Danes imamo na sporedu spust, potem pa še slalom. Lahko pa tudi obratno, ne? Mogoče. Pa naj bo po tvoje, pa začnimo s spustom. Kakšen je prvi cilj priti do modrega vesla? Ja, tretji nivo je seveda modro veslo. Kot pa že poznamo iz prejšnjih oddaj, je to takrat, ko je kajakaš že kompetenten, vesla pa na drugi težavnostni stopnji divje volne. Kar pogledamo oba demonstratorja, kaj sedaj počneta? Ja, to so osnovne prvine, gre pa za vstop v tok. Naloga je čim prej obrniti čoln v tok, potem je pridobivanje hitrosti, držati morata linijo, potiskata z nogami in veslaj so simetrični. Kasneje pa tudi ohranjanje hitrosti, se pravi pravilna uporaba za veslajo, pravilno dihanje, dovolj globok za veslaj in pa ohranjanje ritma za veslaje. Kar pogledamo ju, seveda jima gre odlično, saj sta oba sijajna tekmovalca, ki ogromno obetata. No, ko bo ta vaja končana, potem pa preidemo že na novo. Da, to je zavoj k bregu ali tako imenovan cikcak. Pri tej nalogi mora kajakaš oziroma kajakašica demonstrirati očiten in učinkovit zavoj k bregu. Uporaba za veslajev je pa odvisna glede na vodne tvorbe. Danes imamo za demonstratorja kajakašico in pa kanuista. Tako je, na tej stopni se pravzaprav pojavljata obe disciplini, se pravi spust in kasneje slalom je lahko tako v kajaku kot v kanuju. Grega, to, kar spremljava sedaj tukaj na tej mirni vodi, to so nivoji znanja potrebni za modro veslo. Kako pa potem prideš do rdečega in pa črnega? Ja, preko terenske vožnje, ker kandidat napove linijo in jo potem odpelje, se potem že približamo rdečemu veslu, to je na eno stopnjo težji divji vodi. Tam pa je potem potrebno pokazati poleg teh prvin še recimo veslanje navzgor. No, to sedaj že vidimo, premaknili smo se na brzice, pa kar pogledamo, kaj počneta naša demonstratorja. Tole je štart v toku in pa veslanje skozi brzice tretje stopnje, tokrat že z nagibom čolna. Pomembno je tudi veslanje navzgor in pa nekako zaključimo tale nivo s trening tekmo. Potem smo pa pri črnem veslu, spet težavnost poskoči za eno stopnjo. Pomembne so tekmovalne vsebine, se pravi pospeševanje, prehitevanje in pa osnovna vedenja, kaj se v telesu dogaja ob tekmovalnem naporu in podobno, to, kar pač rabi tekmovalec. No in na tak način potem pridemo do črnega vesla v spustu, nam pa je potem za konec ostal še slalom, to je izrazito tekmovalna disciplina. Kako so tukaj razdeljena barvna vesla? Spet lestvica ostaja enaka, ko se razdeli na tretjem nivoju v disciplino slalom, ponovno se pojavi in kajak in kanu. Vidimo pa že prvo nalogo oziroma edino nalogo, ki kandidata čaka na modrem veslu pri slalomu. To je preveslanje preproste slalomske proge, brez dotika vrat. Na voljo ima 3 poskuse. Gre pa za progo s 5 vrati. 2 vrati sta protitočni, po katerih se vsakič kandidat ustavi, potem ponovno vstopi v tok in vesla naprej, se pravi slalom skozi naslednja 3 vrata in pa na koncu naredi še eskimski obrat. Modri nivo znanja smo torej znova osvojili na mirni vodi, z rdečega in pa črnega pa se bomo ponovno preselili na brzice. Ja, tukaj vidimo, kako Ajda in Jure veslata že na klasični slalomski progi. Pri rdečem veslu
sta že sposobna vožnjo prevoziti tudi brez predogleda, sama izpitna vožnja je pa sestavljena iz 12 vratic. Na koncu jo čaka seveda še črno veslo, takrat pa morata že sama postaviti progo v skladu z mednarodnimi pravili, preveslati celotno progo brez dotika in pa do takrat že osvojita to pregovorno slalomsko branje vode. Grega, skozi 6 oddaj si predstavil barvna vesla, kako se dejansko razvija in pa prijema ta evropski projekt razvrščanja in ozaveščanja kajakašev in kanuistov. Ja, razvija se zelo dobro v evropskem smislu, tako da se dodajajo nove discipline. Pri nas se pa sprejema in posledično razvija, tako da zdaj kajakaši vedo, kako lahko napredujejo v svoji disciplini, vedo, da lahko prehajajo med disciplinami. Na nas je pa, da čim bolj kvalitetno izobrazimo tudi ocenjevalce. Boš za konec pozdravil kajakaše in kanuiste z vesli vseh barv? Vseh barv, ja. Pozdravljam vse, ne glede na barvo vesla in upam, da se čim prej vidimo na vodi. Hvala tudi tebi, prijetno je bilo sodelovati in tudi zelo poučno. S tem pa tudi zapiramo 5. sezono Kajak Kanu magazina. Upam, da ste uživali v naši družbi in nasvidenje.